Dragi gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav, sem Bojan Požar, pred nami je pa nova ura resnice in z nami so Miran Videčič, pozdravljen Miran, in pa Peter Gregorčič, pozdravljen Peter. Zdaj, po dolgem času se vrača spet med te tako imenovane televizijske, oziroma spletne komentatorje. Kakšni so občutki, oziroma zakaj si se odločil, da boš spet komentiral? Zdaj, jaz sem bil že vedno družbeno aktiven državljan, to je bilo en del mojega poslanstva in sem zelo vesel, da si me povabil v svojo novo oddajo. Jo spremljam že od prve oddaje naprej in moram reči, da je kar zelo dobrodošla novost na slovenski medijski sceni. No, fajn. Zdaj, Peter, glej, današnja tema je, ena od naših tem je zdaj ta dogajanja, ki se dogajajo na relaciji med Združenimi državami Amerike, Ukrajino, Rusijo in Evropsko skupnostjo. Verjetno si je spremljal ta pariški vrh, ki je bil brez Slovenije, ne? Si opazil verjetno, da Slovenci na nek način zdaj spadamo očitno v nek klub teh tako imenih nepovabljenih, ne? Na ta odločilna srečanja, pa kako zdaj ti recimo gledaš na to situacijo? Kaj je v bistvu, da ne gremo v analize tega, kaj je Vance rekel na Münchenski varnostni konferenci, ampak recimo, da se skoncentriramo na to, da smo se na nek način znašli v situaciji, ko smo videli, da pravzaprav naša diplomacija, ne, ali pa naša politika v Evropski skupnosti ali pa v svetu, ko gre za res, kljub temu, da smo člani varnostnega sveta, v bistvu nič ne pomenimo. Ne. Ostali smo v Ljubljani, medtem ko se o stvareh zdaj odloča drugje. Ja, izkazalo se je, da Evropska unija na trenutnem nivoju ni sposobna delovati enotno. To je izjemno zaskrbljujoče, pri čemer je potrebno poudariti, da ta vojna traja že 3 leta. In 3 leta imamo mi slečene hlače in se slepimo, da smo oblečeni. Ne. Zdaj pa za zamenjavo oblasti ko govoriš mi, mislim Evropo, če pa rečemo Sloveniji, smo pa še slabši, ne, ker za Slovenijo se je pokazalo, ne samo, da nismo bili povabljeni zraven, to lahko komentiram kasneje, kaj se o tem mislim, ampak tudi, da nimamo nikakršne ideje, kako bi mi sploh zraven prispevali, ne, k tej skupni mizi, kaj bi mi prinesli na mizo, s čim bi lahko pomagali naši evropski skupnosti, da je postala močnejša. Naj povem, da je karkoli si kdo misli o šibki Evropi ali Evropi, ki je danes resnično slečenimi hlačami, to je edino, kar mi Evropejci imamo. Tukaj je naš dom. In te stvari moramo zato z neko občutljivostjo, z neko resnostjo, s premislekom razumeti sporočila, ki nam jim nove velesile sporočajo. Ne. In sam sem videl, se pravi, Vanceov nagovor nekako takole, prišel je Evropi povedati, da je šibka, in v tej analizi se ni zmotil v nobeni točki. Ne. In povedal je tudi, da šibke Evrope ZDA ne potrebujejo. Oziroma, če bi z malo dobrohotnosti razumeli njegov govor, rekel je, pomagajte nam tako, da se sami opolnomočite. Če sami ne boste stali na svojih nogah, vas mi ne moremo držati več zgori, zaradi tega, ker Amerika se zdaj usmerja proti Kitajski, ne? In sporočilo po mojem zadnjega dogajanja je, in to sporočilo po mojem je zaskrbljujoče, da prehajamo iz sveta, kot smo ga poznali, to je bil multilateralen svet, to je svet, ki temelji na dogovorih, ki temelji na mednarodnih inštitucijah, kot so Združeni narodi, kot je NATO, prehajamo v multipolaren svet. To je svet, kjer imamo posamezne centre moči, trenutno so ti centri 3, se pravi ZDA, Kitajska, Evropska unija s slečenimi hlačami, prebuja se tudi Indija. Morda se komu zdi dobro, da multipolaren svet dober, pa vendarle težava multipolarnega sveta je v tem, da je to svet surove moči. In v svetu surove moči lahko sodelujejo samo enako močni. In Evropa ima tukaj težavo, da je šibkejša od ostalih centrov moči in torej v tem multipolarnem svetu ne more funkcionirati. In Evropa bo na tem področju nekaj morala storiti. Kot rečeno, imeli smo evropske volitve, kjer smo vsi na to opozarjali, da moramo nekako spremeniti to zadevo, da smo tako razklopljeni, da smo prenesli svojo obrambo na Združene države Amerike, da smo prenesli svojo energetsko odvisnost na Rusijo, svojo proizvodnjo na Kitajsko, to so zdaj 3 centri moči, mi smo pa se ukvarjali s človekovimi pravicami, kar je seveda hvale vredno, zaradi tega je v Evropi lepo živeti, ne? Vendar smo ob tem razvijali kilometre predpisov z birokracijo, ne? Nabijali smo davke, oteževali smo našo inovativnost, naše gospodarstvo in zdaj smo se v tem svetu znašli, ko so ti 3 centri moči začeli igrati svojo igro, prekinili so nam tiste stvari, ki so potrebne za življenje, torej energetsko oskrbo, obrambno varnost in pa tudi proizvodnjo, ko bo začela Kitajska igrati svojo igro oziroma že igra z določenimi zadevami in mi smo stali sami nagi in bosi. Pokazalo pa se še nekaj drugega, da Evropa, kot je trenutno organizirana, tudi institucionalno morda ne more slediti več izzivom tega časa, zato sam menim, in tukaj se strinjam tudi z bivšim predsednikom Pahorjem, da ima Evropa 2 poti.
Ena, da se bolj institucionalno poveže in gre proti bolj skupni integraciji, kjer bo imela neke skupne mehanizme, kjer bo imela neke skupne predstavnike, druga pa dostane to Evropa suverenih držav, ker zdaj vidimo, recimo Amerika to zelo dobro izkorišča, ko se pogaja z posameznimi državami, s tem dela Evropo šibko. In taka Evropa, po mojem mnenju, bo razpadla in lahko nastopi zelo, zelo resna kriza in pred Evropejci so zelo težki časi, zato upam in si želim, da bi se na to odzvali tudi z prepotrebnimi institucionalnimi spremembami. Ja, pa zdaj smo se odzvali tako, da je nastal takoj nov spor med Natašo Pirc-Musar in pa kandidatom predsednika vlade, mimogrede, to vznikne v hipu. Ampak gledal sem Tanjo Fajon, zunanjo ministrico, gledal sem jo na Odmevi, gledal sem jo na 24 ur zvečer, gledal sem jo na tem podcastu Slovenskega poslovnega kluba, ki je bila skupaj z Anžetom Logarjem in videl sem, da je popolnoma izpraznjena, nobene ideje nima. Znova se zatekla v tisto retoriko, veš, skrbi me, ono skrbi, vse te stvari. Edino, ki opažam, da se malo razgovori, je to, ko jo je voditelj vprašal glede tega obiska v Siriji. Takrat, ko je nekdo vprašal nekaj zvezi z arabskim svetom in pa kar oči zažarijo in takrat zna vsej 2-3 stavka povedati takšna, ki ima neko približno vsebino. Okoli ZDA, okoli Ukrajine, okoli Rusije, okoli Kitajske, pa praktično ni česa. Lej, to je zdaj pod rubriko. Ti njeni nastopi so bili zame, samo še to dobesedno šok. Šok. Lej, lahko bi dali to pod rubriko, trkamo na vrata pozabljenih asov, kot je Tanja Fajon. Spomnite se iz začetka te vlade, kjer se je kritiziral poteze bivše vlade, kjer se je govoril, da je treba nemudoma v Moskvo, kjer se je govoril, da vračamo Slovenijo na zemljevid torej resnih držav in podobno. Evropa in podobno. Potem pa pride hladen tuš, ko si stalni član varnostnega sveta in imaš neko težo in nisi povabljen na take dogodke. Danska recimo je bila. To je tisto, na nek način je prišel račun. Račun, zdaj bom pa zelo direktno, nategovanja slovenskega volilnega telesa. In smo videli pravzaprav, kje smo. Če gledamo stališča Tanje Fajon, Peter je prej omenil, da smo razrahljali s tem zdaj neko pozicijo Združenih narodov. Ne, Združeni narodi so bili razrahljani že leta in leta prej. Rahljalo se jih na način, da so se zadeve dogajale, ko je ameriška administracija, torej ko so jo vodili demokrati, delala preko svojih, jaz temu rečem, pijunov, ki so bili plačani. Se zdaj to vam prihaja, kako se je gradila neka mednarodna skupnost, s pritiski, s plačevanji podkupninami in podobno, s domačimi pijuni, ne morem drugače reči, in tako se je gradila zadeva. Pravzaprav se je razgradnja teh mednarodnih inštitucij začela leta in prej. In jaz sem prepričan, da če bi imeli močne te mednarodne inštitucije, si tudi Putin, ne vem, če bi se upal tistega, kar si je dovolil. Ampak če se vrnem na Slovenijo. Prišel je račun, ljudje so ugotovili, kje smo nepomembni ta moment in se išče, ti si prej omenil, da pri Siriji pa zažarijo oči. Seveda, enostavno slovenska javnost ne spremlja toliko teh dogodkov v Siriji, v Iraku, Iranu in podobno. Skrbeti jih je začel za Evropo in tam je še zadnje oporišče Tanje Fajon in podobnih, da nekaj povejo o svojem delu. Mene skrbi ta vloga Slovenije, ali pa vloga, ki je ni pravzaprav. Mene skrbijo dogodki v Evropi. Konec koncev tudi zelo jasno je, ne samo slovenska politika, tudi evropska politika, zelo jasno je, da se Rusi in Američani se stanejo v Rijadu o zadevah, kjer je na mizi Evropa. To je, jaz ne vem, to se enostavno ne bi smeli dogajati in s tem nam kažejo. Seveda, prišlo je do tega, kar nihče ni pričakoval. Prišlo je do zmage Trumpa v Ameriki. Prišlo je do tega, da enostavno potem je prišla nek knockout med temi ljudmi, ki so verjeli v to zgodbo ameriških demokratov in vseh te, kar je z njimi povezan. In zdaj se, ne vem, ali se bojo začeli pobirati in resno delati, resno sodelovati, resno načrtovati, ali pa bo enostavno Evropa, tako kot je Peter povedal, pozabljena. Če smem tukaj samo mogoče malce še dopolniti Mirana s svojim pogledom, mislim, da je celo še hujše, kot govori Miran, z vsem se strinjam. In zdaj, če sem malce ciničen, pa morda malo zloben, bi rekel na tvoje vprašanje, zakaj tako rada se razgovori o nekih svojih potovanjih, ker kot slišim iz svojih virov, Tanjo Fajon kot zunanjo ministrico zanimajo predvsem potovanja. Ja. Nje ne zanima zunanja politika
In to se pravi, to je s nekimi svetovalci mogoče prikriti v vsakdanjih razmerah. Imaš svetovalce v svojem kabinetu, ko si povabljen v neko oddajo, recimo na neko televizijo, imaš tistih 5 minut časa, svetovalci napišejo 6 alinej, ne? In teh 6 alinej poveš in nekako prikriješ svojo nesposobnost, oziroma jaz bi rekel celo še hujše, svojo neambicioznost, svojo neangažiranost, svoje nezanimanje za zunanjo politiko. Pri nas ni težava, da imamo samo to, da imamo nesposobne politike, mi imamo nezainteresirane politike za politiko. To je naš glavni problem. Ker gledajte, tudi nesposoben človek, ki je zainteresiran, se lahko izobrazbi, se lahko poduči, svetovalci se lahko polnomoči in lahko verodostojno zagovarja državo. Vendar mora tja iti za neko misijo, za nekim ciljem in neko željo zagovarjati Slovenijo. Poglejte, jaz sem gledal soočenje Tanje Fajon na naši javni televiziji, na RTV Slovenija, in bil sem šokiran. Voditeljica, moram jo zelo pohvaliti, Manica Ambrožič, jo je direktno vprašala: Gospa Tanja Fajon, ali ste se udeležili na Münchenski varnostni konferenci srečanja zunanjih ministrov, ki je potekalo ob robu v nedeljo? In kaj je odgovorila? Ne, veste, jaz sem pa šla že v soboto zvečer domov. Glejte, to kaže to, kar zdaj govorim. To je nezainteresirano sodelovati pri teh zadevah. In potem je dodala nekako z obžalovanjem, in ponedeljek sem čakala klic iz tujine, a klica ni bilo, poslušajte. Tamle so se zbrali vsi, Kdo pa naj bi v poklicu? Ne vem, tega nisem zdaj razumel ali pa sem pozabil, ampak verjetno, ne vem. Ne, pričakovala je neko... Ja, se pravi nek odziv ali gospe, se pravi visoke predstavnice Evropske unije za varnostno in zunanjo politiko, gospe Kallas ali koga drugega. Ne? In klica ni bilo. Seveda, gledajte, ljudje so se tam zbrali, ne? In Tanja Fajon, ne vem, mogoče je morala iti v popoldanski šoping, če se malo hecam, ne? In se pač tega vrha ni udeležila, potem je pa, ko je voditeljica vztrajala, da vendarle zakaj se tega ne udeležila, rekla, pa saj to je bilo brez veze, to je bilo itak samo neformalno srečanje. Ampak mi vsi trije dobro vemo, ker smo politični insajderji, politika se ne dogaja na vrhih, kjer se glasuje, politika se dogaja na neformalnih srečanjih. Tam se veliki in pomembni dogovorijo vse in velik si, če si tam in če imaš ideje. In tudi, če smo mi majhna država, gledajte Luksemburg, če bi bili mi tam, če bi bili propulzivni, če bi Tanja Fajon, čeprav bi lahko prišla z butasto idejo, pokazala nek angažma, da imamo neko vizijo, potem bi nas drugi vsaj poslušali, ne? Ker bi imeli si od nas kaj vzeti. Ne? Ona pa samo ponavlja, Slovenija mora biti zraven, dajte nas prosim povabiti, da sem lahko slikala, ne? Da bom lepa, da bo na poročilih pokazali, kako sem pomembna. Ampak pomemben si v tem, kar imaš vizijo. Sam še to bi dojal, glejte, da je Slovenija velika država, se je dokazalo ob napadu Ukrajine, se pravi Rusije na Ukrajino. Ko je naš takratni predsednik vlade Janez Janša prvi na svetu, ne samo v Evropi, prvi na svetu šel z vlakom v Ukrajino. Skratka, to se da. Ampak doživel kritiko Tanja Fajon takrat. Seveda, pa celo, te hinavščine, da rečem še kaj več, je v naši zunanji politiki ogromno. Tanja Fajon zdaj govori, da Evropska unija ne bi smela solirati. Zakaj to govori? Zaradi tega, ker nima nikakršne ideje, in če ne bi solirala, bi se lahko ona prišla domov s suvenirčkom, to je slika, kjer so vsi zunanji ministri na nekem neformalnem srečanju. Glejte, ko pa je šlo za, pazite, ko so pa želeli speljati na čustveno raven volilno kampanjo za evropske volitve in so samostojno priznavali Palestino, brez da bi to usklajevali z ostalimi državami Evropske unije, pa jih ta neenotnost ni motila. In to se seveda v zunanji politiki vse beleži, vse se zapomni in to so posledice, ki jih mi plačujemo zaradi ne zgolj, pazite, nesposobne politike, ampak predvsem zaradi nezainteresirane politike. No, ravno to je, ta stavek še, to je, kar je Peter zdaj povedal. Mi več praktično nimamo sogovornikov v tujini. To je bistven problem. Mislim, da smo mi že na to opozarjali. Ja, smo. Ampak takrat ni noben resno imel. Zdaj se pa kaže to, da ob tem, da si član varnostnega sveta, nima sogovornikov in seveda tudi padajo zdaj režimi, ki so bili, bom rekel, kot je naš, nekako bolj podvrženi tej Sorošovi agendi, ne? In ostali bomo brez sogovornikov. To se pravi, Milan, zdaj pa Peter, spal to, da si član varnostnega sveta, zdaj pred nekaj meseci smo celo predsedovali, varnostnemu svetu nekaj časa, to nič ne pomeni v tem kontekstu. Ja, pomeni zaslikanje tej oblasti, ne? Ta oblast, ki ima glavo v oblakih, ampak ta glava v oblakih se vidi samo še tamle do Iga, Brezovce, Kranja, pa mogoče do Grosuplj. Nikjer več ne? Zdaj, zakaj recimo... Tle so še
močni. Ampak tudi to se več, kako bi rekel, ne da urediti. Se spomnim, takrat se je Golob, ki je pa Tina Gaber, ki sta pričakala Donalda Trumpa v zasedi, potem je nastala, so se tam slikali, in je nastala neka PR-ovska propagandna akcija Gibanja Svobode, ki je pač pisali, ni pomembna velikost države, pomembni so prijatelji, ne bil Golob pa Trump. Ampak hoče reči, tudi zdaj Macron, recimo to domnevno prijateljstvo Macrona in Goloba ne pride, mislim... A se spomniš, kakšne stavke smo... Ne pride to, da vse Golob... Se spomniš, kakšne stavke smo poslušali o norem prijateljstvu? Ampak zdaj tudi v drugi undi nas ni bilo zraven. Tisti, ki smo to upozarjali, smo bili fašisti, janšisti, skratka, smo bili fovš, smo bili vse sorte. Zdaj, ljudje naj zdaj gledajo, ljudje naj spremljajo in bojo videli, da tiste besede, ki so bile izrečene pred parimi meseci, še kako držijo. Mi nimamo več sogovornikov v, bom rekel, zahodnem svetu. To se pravi, kaj hoče, da je zdaj ta... Mi smo zdaj v rangu Madžarov, ki ni bil povabljen, recimo Orban, ampak on ni bil povabljen zato, ker ima druge težave. Politični razlog. Tako da smo spet z Madžari. Mi pa nismo bili zakaj povabljeni, po tvoje? Zato, ker smo nepomembni, ker smo nekredibilni, videli se je nekredibilni. Peter je omenil, recimo priznanje Palestine. Tam se je videla nekredibilnost slovenske zunanje politike. To, kar danes govoriš, a misliš, da ambasadori ne spremljajo v Sloveniji spor med kabinetom predsednice države in predsednika vlade na relaciji Vojko Volk, Nataša Pirc-Musar, ki je po mojih informacijah iz čistega osebnega razloga, vidva vesta, ker sta poznavalca tega, da je tlila ena dost močna kampanja iz sedeža kabineta predsednice države, da se Vojka Volka zamenja zaradi njihovih, zdaj pa lahko rečem, njihovega biznisiranja ali pa drugačnih pogledov na poslovanje ali pa biznisiranje s Kitajci, kjer je bil Vojko Volk proti temu, da se gre v neke intenzivne zgodbe in je bil pritisk iz pisarne predsednice, da se Vojka Volka zamenja. Ampak to so vse stvari. Se pravi, mi smo to našo politiko, zunanjo politiko, kjer se pa ruši ugled države, spravili na nivo nogometne, ne vem, nedeljske nogometne lige seniorjev, veteranov, ki se skregajo. Pa zdaj, Miran, pa Peter, a se zdaj, recimo, lahko mi pa tukaj, recimo, tako, rekel, suvereno definiramo, kdo pa odloča o slovenski zunanji politiki? Jaz mislim, da, o čem bi pa odločali, če nimajo ideje? Vsi nimajo ideje nikakve. Ne, recimo, zdaj ste omenili ta spopad Vojka Volka pa Nataše Pirc-Musar, gre za neke take malenkosti, sem uskladila pač Musarjeva pravi, sem uskladila z Fajonovo, sem jim poklicala zvečer, ni bilo pripomb, sem poslala pismo Golobu, ni bilo pripomb in tako dalje. To so take banalne stvari, pa zanima me, kdo sprejme neko odločitev, ne? Jaz ta moment to težko ocenim. Ne vem, res ne vem, kdo. Jaz mislim, da so to neke ad hoc akcije, enkrat ta pride ven iz zgodbo, drugič ta pride ven iz zgodbo, ni več usklajenosti na tem področju, skratka, ruši se ugled države in recimo, tle jaz pogrešam zdaj besede prvega predsednika Kučana, da bi zarobantu. On ima kot bivši partic nekako v glavi, da ugled države se pa, pustimo zdaj, da je to Jugoslavije, da se pa ne sme rušiti. Ni ga. A to ima v glavi, misliš? Ja, seveda, partici imajo, stari so bili navajeni, da se čuva država. Ni ga. Če smem tukaj dodati, jaz bi pa tukaj predsednico republike vseeno pohvalil. Vidi se, da je sicer politično zelena, pa vendarle menim, da njen odziv pa bil korekten. In bil je primeren odziv. In to je odziv, ki ga mora dati državnik, ki ga je ona dala. Bom pojasnil tudi zakaj. Najprej sam, da pojasnim razliko med njo pa Tanjo Fajon. Tanja Fajon je imela možnost se udeležiti tega vrha, bila je tam, in je to izpustila, zato ona dejansko nima sploh pravice kritizirati kogarkoli, da ni bila kamorkoli povabljena, ker zato ni lobirala. In ni lobirala po vseh kanalih, ki so bili neformalno na voljo. Za predsednico republike zdaj, kako je s povabili, ne vem, pa vendarle predsednica republike je dala izjemno pomembno sporočilo. Govorimo o vrhu, ki ga je sklical Macron. Tako je, ker menim, da tukaj dela Macron veliko napako. Neodvisno od tega, da imamo nesposobno politiko, naj pojasnim zakaj. Rekel sem, da menim, da če želimo kot Evropska unija, Evropska skupnost preživeti tudi v nekem miru in blaginji, se moramo bolje povezati. Ena od teh stvari se že dolgo vleče na evropskem parketu je, se pravi, pogovor o tem, da bi spremenili pri varnostnih vprašanjih odločanje s pravico veta na odločanje z kvalificirano večino. Ker imajo predvsem manjše države, med njimi tudi, ko govorimo o naši bolj desni politiki, zelo velike težave, ker zagovarjajo suverenizem. S tem, kar je naredil Macron,
je to nezaupanje malih, da bodo preslišani, poglobil. In to je bila z tega stališča velika in strateška napaka. Morda je zdaj izgledalo zelo mikavno, da se bodo hitreje in učinkoviteje v manjšem krogu pogovorili z Združenimi državami Amerike, vendar dolgoročno je bila to strateška napaka, ki bo Evropo zelo veliko stala. In zelo, zdi se mi prav in tudi pravilno, da je predsednica republike na to opozorila, morda bi lahko še bolj decidirano poudarila prav ta kontekst, pa vendarle, da je bilo to sporočilo pomembno, kaže tudi številni tuji mediji, ki so njeno sporočilo vendarle povzeli. Predsednica ima samo ta moment, malo bolj izrazito moč ali pa malo bolj izrazito fleksibilnost kameleonstva. Ker ta izjava je šla bolj v smer, seveda je bila kritika tega, kar se dogaja, ampak mi vemo, bila je odvetnica Trumpove družine in ona ima tle, bom rekel, nekak bolj nos za prilagoditi se politični situaciji, kot ima to Golob, ne? Ker Golob ima druge stvari v glavi, njega pravzaprav niti ne zanima, tudi on bi bil kameleon, ampak verjetno ne zna, pa bom rekel, obremenjen je z drugimi zgodbami bolj osebne narave, kot je pa zunanja politika. Da pa je štartala tako javno na to, lahko da je izjava prava, ampak štartala je javno, okrcala je, Golobov kabinet, pa je posledica tega, da ima kabinet predsednice države z Golobom ravno med drugimi tudi zaradi Vojka Volka nerazrešene račune. Vse te izjave so izključno, koliko jaz vidim, izključno v neke notranje politične namene. Ne? Izključno. Samo to, Izključno. Pustimo zdaj samo vsebino. Omenil si Goloba, da ima neke druge težave, druge stvari v glavi, ampak res, on je zdaj iz te zunanje politike pa popolnoma zginil, ne? Zdaj, jaz dobenega drugoga stališča... Ne vem, kdo je zapisal, pa je zelo dobro zapisal. To niso dogodki, ki so za naslikavanje, ker Tino Gaber sabo voziš. To je Aljuš povedal. A je Aljuš to povedal? Rekel, da zdaj so stvari res, ne gre za Instagram. Krasno je to povedal. Ne gre za Instagram, torej ni možno Instagrama, pa vseh teh pripeti, ki sledijo zraven. Tako da, kaj pa če delati takem? To ni za njega. In to je to. To je zdaj, tako se odloča predsednik vlade. Izključno na Instagram. Slišim, da v Davos ni šel zato, ker niso bili pripravljeni financirati tega, da ga je Tina Gaber zraven. Zato pravim, da ima osebne prioritete. Država je v drugem planu. Pa misliš, da zdaj to povzroča kaj tako večjo zanimanje Slovencev za zunanjo politiko, to, kar se zdaj dogaja, recimo, pa za vlogo Slovenije v svetu, ali ne? Jaz dvomim. Mi imamo regijo Balkan blizu, ki stalno tli, pa ni nekega interesa. Regija Balkan, če eksplodira, bo spet 90 leta, 70 tisoč, 100 tisoč beguncev. Tega torej nišče ne zanima. Konec koncev pogledaš javnomnenjske ankete, ima ta Gibanje Svobode še vedno tam 15%. Celo več, ne? Če bi slovensko javnost zanimala zunanja politika, potem bi se slovenska politika temu prilagodila, ker to za preživetje instinkt ima, in bi se na to odzivala drugače. Tako pa zelo težko geopolitično situacijo izkoriščati, kot je Miran lepo rekel, za neka notranja prckanja, za neke notranje malenkostne spore, da nekje nekomu poskuša nekaj zagreniti. Plačamo pa kot država, plačamo pa kot državljani. Zdaj, če zaključimo počasi to s temo, sam z enim citatom bi zaključil, pa bi prosil za komentar. Zdaj, Tomaž Tihe na Twitterju napisal z Londona, on živi pač v Londonu, pripravite se na vojno, ne? Kako vidva, recimo, vzamete takšno napoved? In potem je to še dopolnilo, ker je kdo vprašal, v kakšnem času pa ne bi prišlo do te vojne, in je rekel v 3 do 5 letih. To so tudi, bom rekel... A so to realne ocene? To so tudi ocene ameriškega sektorja, torej služb, ne? Ki je že pred časom opozarjal, da se zna v roku 5 let zgoditi resen konflikt v Evropi. Če smem, Evropa je prvič zelo raznolika družba. In mi imamo zelo težko zgodovino, recimo tudi 2. svetovne vojne. Imamo zelo visoko blagostanje. Zna se zgoditi, ekonomija svetovna se ohlaja, da bo standard padel. Ko bodo standard padel, se znajo na oblast povzpeti avtokrati po različnih delih Evrope, ko bo standard v Nemčiji, mene tega trenutka lahko zelo strah. Zato, ker, nič ne želim reči, ampak mislim, da tako blizu nekega vrelišča, ko lahko nekaj eksplodira,
že dolgo nismo bili. Resnično smo živeli več desetletij v miru, brezskrbno, sploh v Evropi, in to tudi kaže, kako smo zanemarili naše vlaganje v obrambo. Ne. Nam je težava dati karkoli za obrambo. Ne. Peter, jaz se s tem Ja, pa tudi strinjam, vidim, da tudi Fajonova pa Želoga sta o tem govorila, ne? Ampak vidim tudi iz ust Fajonove vidim, da ta vlada recimo ni pripravljena. Ne, zato ker gleda samo na javno mnenje temu ni naklonjeno, javno mnenje še ni okusilo konfliktov, ne? Ker se ne zanima za zunanjo politiko in se še ne zaveda vseh razsežnosti. Ne? Pri nas še vedno razen nekih, se pravi, pustimo zdaj migrantsko politiko. Pa vendarle, kar se tega tiče, pri nas, če vi gledate samo reality šove, ne, živite relativno srečno, varno in mirno, in si ne morete predstavljati, ne, da v bistvu v naši okolici so stvari izjemno napete. Jaz sem malčkan občutljiv, ko se govori o avtokratih. Ne? Mislim, sej so, da smo si najjasnem, nekateri so malo bolj mehki, nekateri trši. Ampak politika vedno izkorišča, in tle si se tudi ti v to past ujel, da nekje na pol zgodbe začne svoj, bom rekel, svojo predstavitev. Nekdo je pripeljal do tega, Se strinjam. da so ta gibanja prišla zdaj tako močno v fazo ali pa v sfero popularnosti. Ne? Ker mi smo zdaj 10 let živeli v ideologiji norosti, jaz temu rečem. Ne? Ideologija norosti, ki je pravzaprav povabila te malo bolj trde režime, da pridejo ven. In tle jaz vidim težavo. Ne? Se pravi, samouklicani demokrati niso naredili tistega, za kar demokrati pravzaprav so. Ne? In seveda se nam zdaj to dogaja. In seveda tam je, če pridejo te režimi na oblast, majčkeno bolj realno, da prihaja do teh konfliktov. Ampak 10 let, 15 let, 10 let recimo, smo živeli v neki norosti. Ne? Absolutno se strinjam. Jaz sem samo podal prognozo, kako vidim svet, oziroma katere nevarnosti vidim v prihodnosti. Dobro, predlagam, da gremo na še eno temo, ki imam tukaj pripravljen. Sicer zdaj prejšnji teden, konec prejšnjega tedna je bila slavnostna akademija Slovenske demokratske stranke, Janševe stranke, ob 36. obletnici te stranke. Pa je imel Janša tam v principu nek zanimiv govor, tako se meni zdel, ki je začrtal, tako bom rekel, strategijo oziroma politiko te stranke do prihodnjih volitev. Ena teza, recimo, ki jo je pač rekel, je ta, da je njegova stranka zdaj na pragu največje moči, kot jo je kdajkoli imela v tej državi. Ne? Oziroma, kdajkoli stranka SDS nikoli bila tako močna, kot je recimo v tem trenutku. Se vi strinjate to tezo? Zdaj, stališče rezultatov zadnjih 2 volitev v Evropski parlament, kjer so pobrali tako rekoč sami polovico poslancev, ne? Malo manj, ker jih je 9, ampak skoraj polovico, izjemno impresiven rezultat, ki jim ga, bodimo iskreni, nihče ni pripisoval. Ne? In da so tudi zelo močno zmagali v Kmetijsko-gospodarski zbornici. Te 2 stvari je tudi Janša omenil. Ja, seveda, do tega hočem priti in seveda, Janez Janša je izjemno spreten politik, bil je to strankarski shod in če kdo, potem Janša zna vlivati svojim ljudem upanje, da bodo zmagali, ker to upanje potem pomeni popolno motivacijo njihovega strankarskega telesa, to je tisto, ki dela, in njihovega volilnega telesa, ki potem pljuskne tudi čez tiste neopredeljene, ki se morda sprašujejo, ali bi volili kakšne druge desne stranke, ki si niso z Janezom Janšo, ali bi vendarle tokrat dali priložnost Janezu Janši, da prije kot nek čistilec, ne, in počisti trenutno nasnago. Pa vendarle menim, da ta njegova ocena o ustavni večini je pretirana. Ustavno večino razuma, kako je on za to izoblikoval. Ustavno večino razuma, bojim se, da do tega vseeno ne bo prišlo, volitve nismo še v volilni kampanji. Ampak jaz nisem razumel, da to ne mislil samo SDS. Mislil je to zdaj nekateri, sicer mu zdaj pač nekateri komentatorji sem videl, pač mu očitajo, da je mislil, da bi naj svojo stranko zmagal in dobil ustavno večino, kar je po mojem res to bilo neverjetnega. Jaz bom zelo direkten. Ne? Če SDS ob tem, ko ima, torej glede na to, kakšno oblast imamo, ki se na pladnju ponuja, da se jo porazi, ne? Ob tem, da ni videti nekega novega obraza na levici, če SDS-u ne uspe premočna zmaga, torej močna zmaga na volitvah 26, kadarkoli že bojo, potem res je čas, da Janez Janša odide. Ker zdaj ima pa res vse pogoje, ta moment, z tega
z te točke gledano danes ima vse pogoje, da prepriča ljudi v to, da bi lahko bolje vodil državo. Ker spomnite se, ne, zdaj, seveda, z neko rezervo je treba imeti, ne, spomnimo se tistega Kula takrat, ne, ker je tudi kazali do vstopa tega Goloba, ne, da bo Janša premočno zmagal. Ne, pa se je potem pojavil Golob, ki je premočno zmagal, ampak tam je bilo objektivno, Golob je bil prvi medijski projekt politični, tako izrazit, kot je bil. Ne. Se pravi, ni bilo v Sloveniji praktično medija, razen tista naša oddaja, ki smo jo imeli, ki smo majčkeno probali ne nasprotovati Golobom, pozivati na razum, na trezno razmišljanje, ne. Pa nam ni uspel. Ne. Vsi ostali mediji, pazite, kaj je tist, Audić se je spremenil v političnega analitika, ne samo komentatorja, analitika. Potem neke ženske iz Cicibana in podobno, ne. Mislim, iz revije Ciciban so naenkrat postali. Tako da, če bo kolikor toliko imel Janša neko medijsko sliko uravnoteženo ali pa recimo, da ne bo imel to, kar zdaj ti opozarjaš, da Golob pripravlja, ne, medijsko sliko, ki bo nagnjena v njegovo smer totalno, ne, potem jaz mislim, da bi mogel on tiste volitve dobiti tako premočno. Ja, ampak to seveda, ti misliš, da on isto računa za tem, da bi lahko on dobil relativno, ne, da bi bil relativni zmagovalec, pa da bi lahko dobil, da bi stranka lahko tako zmagala, da bi imela večino v parlamentu. Zdaj, bi bilo bi zaskrbljujoče, če ne bi šel na zmago, pa da dobi vsaj remi, kot se temu reče v športu. Jaz podpiram take zgodbe, da igraš na 50, pa jih na koncu ujameš 35, si še vedno zmagovalec. Jaz mislim, da ne moreš biti niti relativni zmagovalec, če ne trdiš, da boš absolutni zmagovalec. To so osnovne premise, ker potem, če si ti postaviš svojo prečko sam prenisko, jo ne boš nikoli presegel. Ti si moraš cilje postaviti ambiciozen, v tem je Janša izjemno spreten. Zdaj pa, jaz ne verjamem, da lahko ponovi Goloba iz leta 2022, zaradi tega, ker je 41 poslancev. Ja, zaradi tega, ker je zdaj Miran povedal. Ne? Zato rabiš imeti podporo vseh medijev, ki je Janša nikoli ne bo imel. Bodimo iskreni, nikoli ne bo imel. Poleg tega bil je izjemen čas, takrat covida, ko so bili ljudje anksiozni, ne samo zaradi ukrepov, tudi zaradi vsega dogajanja. Ljudi pač vznemiri to, da pride nekaj novega. Ta virus je bil nekaj novega, nismo ga poznali, to nas je vse skupaj vznemirjalo. Ne glede na politično prepričanost. Tretja stvar, ne moraš tako premočno v Sloveniji zmagati, če si star obraz. Goloba so potegnili, ker te ne morejo očistiti. Če bi hoteli biti na se pravi, nekaj spomina čisto v zadnjih žilnih petah ljudje še vedno ostane. Zdaj pa, zaradi tega jaz takole razmišljam, ne, tako imenovani tranzicijska levica ima po mojem nekako igra na dve strategiji, ki smo že velikrat videli. Prva strategija je poiskati kandidata, ki ga bomo medijsko podprli v zadnjem mesecu in bo premočno zmagal. Taka kandidata sta bila Cerar. Cerar je imel tudi vse medije na svoji strani. Tudi prodajali ampak ne toliko Golob, veš. Tam je po mojem bil še COVID efekt. Ampak pustimo. Pa tudi eno drugo stvar treba vedeti. Cerar in Golob sta zelo različna človeka. Ne? Cerar nima te energije, ki ima Golob. Pazite, Golob je s svojim karakterjem, ki je problematičen, ampak za šov je dober. Ne? On zna narediti šov. Spomnimo se tiste njegove tiskovne konference v gledališču, ki je bila kot gledališka predstava, dejansko gledljiva zadeva, politična gledljiva zadeva. Ne? To je, se pravi, ali najde levica močnega kandidata, ki pride, požge in potem je on prvi, sestavi vlado in si podari vse ostale. Ne? Druga zadeva pa po mojem, ki se nam zdaj nakazuje, ne, je pa ta, da imate razdrobljeno levico, ne, in v tem primeru levica igra na razdrobljeno desnico. In tukaj ima Janša težavo za večino, ne za ustavno večino. Dajmo pogledati, kaj imamo zdaj mi na desnici. Imamo Janeza Janšo, ki bo absolutno zmagovalec volitev, to sploh ne dvomim, ne. Se pravi, in tu mogoče bo zmagal tako kot leta 2004, kar pomeni 30 plus poslancev. Ne. V to ne dvomim, ampak gledajte, 30 plus je še daleč do 46. Ne. Potem pa kaj imamo? Potem imamo izjemno šibko Novo Slovenijo, ne, pri čemer sumim, da zdaj to je malo zgina z medijo, Nina Zdar Klemenčič je neko opozorilo Novi Sloveniji, da bo prišle njihove zgodbe ven. Ne. To je po mojem bil warning, ne, sploh kako je to vzniknilo v nedeljo, nadaljevalo v ponedeljek in včeraj tega jaz nisem več zasledil. Ne. Se pravi, in kazali so Hajdinjaka, niso pa naredili povezave z Novo Slovenijo, je pa samo še en korak in po mojih informacijah ljudje, ki so bili v tem prispevku, so povezani tudi z Novo Slovenijo. Ne. In sem se vprašal, jaz edino, razumem, namen tazga medijskega pompa je opozorilo. Rabijo neke glasove, z ustavne spremembe, ne vem, to bo pokazal čas. Ne? Se pravi, gledajte, šli smo tako daleč, samo še eno daje vas potopimo. Nove Slovenije ni več. Kar slišim, da imajo njih in če to pride ven pred volitvami, Nove Slovenije ni več. Potem imamo tukaj šibek SLS,
ker je bil interes, da jaz se gledalke in gledalci verjetno vejo, da sem bil kandidat SLS-a in da tukaj jaz nisem nepristranski. Pa vendarle, ne, kot opazujem, lahko pa kot insider prenesem informacije, ne, sumim, da peščici ljudi, ki ta SLS drži ugrabljenega od celotnega terena, to je nekje 10 ljudi, ustreza šibek predsednik, šibko vodstvo. Ne? Se pravi, zato, ker ne sme SLS priti v parlament, da ne bo podprl Janeza Janše. Ker to ni bilo dovolj. Pazite, so naredili Lotriča. Jaz Lotriču ne pripisujem nikakršnih možnosti. So naredili Lotriča, kdo je naredil Lotriča? Ne vem, ampak glej, nikdar v slovenski zgodovini še ni bilo videno, da bi člani konkurenčne stranke, v tem primeru SLS-a, prispevali podpise za ustanovitev stranke. Pazi, potem pa tukaj imaš neke kruhoborce v SLS-u, ko jih je lepo poimenoval Miran, jaz jim rečem, on je avtor tega izraza, ne? Ki verjetno so imeli ta interes. Ne? Kako? Ja, gledajte, verjetno so Lotriču rekli, ti naredi stranko, raboš neko podporno osebje, Bogovič, vidni član SLS-a, mu je v kabinet poslal svojo PR-ovko, ki bi po njegovem odhodu iz parlamenta ostala brez službe. Ne? Verjetno tukaj govori se, da so nekateri člani SLS-a močno povezani s Kostakom, posavskim lobijem. Ne? Veste, to so vse mehanizmi, kjer lahko leve tranzicijske sile financirajo nekoga, da razbije desnico. Imamo Fokus, imamo SLS in NSI, ki visijo nad glavo resne afere. Ne? Skratka, če nobena teh strank ne pride v parlament, nam ostane samo še Logar, ne? Za katerega pa tudi ne vemo, kakšno igro igra, ne, povedal je, da on samo z Janšo ne bo šel, po mojih informacijah pa se je celo dobil z Aleksandrom Čeferinom. Zdaj, kaj so te teme pogovora, ne vem. Mislim, da je potrdil, ne? Zdaj, ne vem, je potrdil, ampak viri, ki jim 100% zaupam, da sta se dobila v Grosupljem. Ne? Zdaj, kakšna je ta naveza, kakšna je ta igra v ozadju, tega ne vem, to bo pokazal čas. Zdaj pa kaj lahko pa vseeno obrne volitve, če smem sam še tukaj zaključiti, lahko pa obrne politična nespretnost Goloba, ne, ki v svoji dobesedno norosti reže svoje koalicijske partnerje. Če bo on izpil svoje koalicijske partnerje, Levico in SD, in jih bo izčrpal v nekem strahu, ker morate vedeti, on je osebnostno šibak. In osebnostno šibki voditelji svoje nasprotnike uničujejo, ker se jih bojijo. In če boh uničil, potem bosta tukaj ostala samo še... On je prototip tistega, kar je Vens povedal. Tako je. V limiti, ne, bi rekel, ostaneta samo Janša in Golob, potem pa še Logar, ki bo pač tehnica, potem lahko Janša dobi večino. Ne. Vkolikor pa bojo Goloba vseeno uspeli prepričati, naj ne reže SD-ja, naj ga pusti, da zraste, potem bo pa situacija... Ne vem, če ga to lahko kdo sploh še prepriča. Ne vem. Zdaj, Janša se je na tej akademiji obregnil zlasti v Logarja. Mislim, da je rekel, da je njegova platforma, ni platforma sodelovanja, ampak platforma za to, da bo pač Levica obdržala svoj primat. Zaostril je spet malo retoriko do Logarja, jaz sem videl. Pa dobro, Janša zelo dobro opazuje sceno, instinktivno, več kot 30 let je že v slovenski politiki in deluje instinktivno. Ne? Se pravi, taki ljudje ne rabijo nekih analiz, pogleda situacijo in ve, zakaj se gre in verjetno na to prilagaja pač svoje nastope in nekako verjetno tudi pazi, zagotovo mu ni dobro, da sta mu dva poslanca odšla iz poslanske skupine, ne? Ker njemu nič ne koristi, da je tudi šel en iz Golobove, ne? On more paziti na svojo poslansko skupino. Zdaj tukaj v tej oddaji ste odprli, da naj bi še nek poslanci stopili. Govori se o tem. Skratka, te stvari zagotovo niso prijetne, zato ker potem, ne zato, ker je poslanska skupina šibkejša, ne, tudi zato, ampak predvsem zato, ker lahko zbijajo moralo. Ne. Ker lahko tvoji nasprotniki na tem gradijo svojo moralo in jaz mislim, da tudi zaradi tega je bil Janšev nastop se pravi v soboto takšen, kot je bil. Ja, se pravi, motivacijski. Tako je, motivacijski, zmagali bomo, zelo trumpovski, glede ustave pa verjetno se v to obregnil zato, ker je nekako ponašal Trumpa, ki je rekel, uzakonili bomo dva spola, ne? Janša pa je toliko pameten politik, da ve, da more to narediti, tega v Sloveniji ne može narediti, kot ustavi. Ne? In zato rabiš ustavno večino in ker logično sklepa, tako bi sam rekel, je pač se skliceval na ustavno večino, ker drugače mu kdo vrgel ven, kako boš to naredil, če boš komi morda zbral večino v parlamentu. Veš kaj, tako je Ljuš Zanč povedal, ne? Janša je tako v komfortni situaciji ta moment, da gre tudi na malo bolj, bom rekel, small talk podcaste, ne direktno politične in podobno. Ne? In enostavno to, kar pa Peter pravi, ne, in v tem je mojster, ne, obdrža tisto svojo osnovno celico volilnega telesa. In to je bil pravzaprav ta govor. Logar pa verjetno tudi ni pričakoval, da bo kakšne hvalospeve od Janše poslušal po tem, kar je naredil. Ne. Tako da jaz mislim, da ta moment je vse v
na neki normalni poti, mene bolj kot sama desnica, bom rekel, ta moment zanima, v kakšni meri bo Golob uspel poredirati in požgati levico. Ne? To je recimo pa neko vprašanje, ki se pa meni postavlja. Kaj pa ta teza, ne, ki jo pač med drugim povedal tam Janša, da je v tem svojem motivacijskem govoru, kako pač imenujemo, da se pač levica zdaj sooča z dilemo, ne, ali iti na predčasne volitve, ne, in izgubiti možnost imenovanja 5 novih ustavnih sodnikov, pa potem za 9 let naprej obvladovati ustavno sodišče, pa blokirati vse, recimo, če pride do desne vlade, ali pa ostati pa tvegati potem volilni poraz za Golobom, ne, in hkrati pa dobiti popolnoma roke v ustavno sodišče. To je dobro oceno, ker glej... To je zanimiva dilema, ne? Seveda, da je dilema. Ker se veš, kako med covidom je ustavno sodišče, pa še vse ti lahko ustavi. Poglej, kar se tiče tega ustavnega sodišča, pravzaprav vemo tisto, kar se ne upajo povedati, razen ena poslanka takrat, ne, tista sodnica Cerarjeva je izletel, ne, kaj bojo delali. Tako da to je velik žetonov na mizi. Ki je zdaj predsednica sodišča. Tako, to je velik žeton na mizi. Ne? To je velik žeton na mizi. Ne? Sam ocenjujem, da tako kot je on ocenil, ali pa kot ti ocenjuješ, da dlje kot se vleče vse skup, večja je verjetnost, da bo Golob in s tem tudi levi pol zelo močno poražen. Hkrati pa... Ja, to je dilema, ne? Kako, ali na silo zadržati ta mandat do konca, postaviti ustavne sodnike po svoji izbiri. Ja? Ker si ti veš, ti si imel pravka z ustavnim sodiščem, pa veš, kako je to pomembno. Jaz bom takole rekel, jaz sem prvič, ko sem imel pravka z ustavnim sodiščem, bilo za zasebne šole. Takrat, ko smo zmagali 5-4. In kar se je dogajalo potem... Sama druga sestava je bila takrat, se spomniš. Sej bom prišel do tega. Kar se je dogajalo potem, mi je utrnilo eno misel, ki se zdaj samo potrjuje, v polnosti potrjuje. Takrat sem rekel, ustavno sodišče je šivankino uho v sistemu, ki so ga spregledali. Ki so ga tisti, ki, kot reče Pahor, ki imajo moč izven institucij, spregledali, in rekel sem takrat sam sebi in tudi svojemu možnemu krogu, to bodo zakrpali. In zakrpali so ga tako močno, da v resnici mi ustavno sodišče nimamo več, saj ne v smislu, kot pravi zakon o ustavnem sodišču, 1. člen, da je to vrhovni varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ker to očitno ni več. Če greste brati njihove sodbe so kontradiktorne, da ne naštevam vseh stvari, ki so zgodile tudi do tega, da so recimo v svojem aktivizmu prepovedali dodatno delo zdravnikov, ko so videli, da bi se s tem sesuli zdravstveni sistem, so pa naredili nekaj, kar še nikoli ni bilo videno, niti ni v njihovi pristojnosti, interpretirali so svojo odločbo, ne? Interpretacija odločbi ni naloga ustavnega sodišča, ne? In to niti ne čez neko drugo odločbo, ampak interpretirali so čez tiskovno sporočilo. Ne? Skratka, ta sestava ustavnega sodišča je resnično najbolj katastrofalna sestava, vendarle bi pa tukaj rekel nekaj drugega, dvomam, da Golob tako strateško razmišlja. Centri moči. Mislim, da tukaj Janša imel v mislih te centre moči. Ne. Janša je ta dilema pri meni. Ali imajo ti centri moči na Goloba še? Lahko pridem do tle. Centri moči imajo pa varovalko v Nataši Pirc Musar. Zdaj pa, jaz osebno vidim to retoriko drugače. Janša zelo dobro ve, katere besede, kateri stavki nagovarjajo njegovo volilno telo. Njegovo volilno telo je izjemno občutljivo na ustavno sodišče in jaz mislim, da je tukaj tudi malo tega PR-ovskega pristopa. Golobu pa po mojem mnenju ustreza ta čas, ker gledajte, on snema Instagram. Mi se mu sicer smejimo, pa vendarle med ljudmi, ki ne spremljajo niti notranje, kaj šlo zunanjo politiko, to pali. On s tem nekako rehabilitira sebe in moja teza je, da bo zdaj on na hitro sprejel cel kup zakonodaje, ne, ki do volitev sploh ne bo začela učinkovati, in bo na volilno kampanjo še ustezo sprejeli smo, zato boste jutri živeli boljše, posledic pa nihče ne bo mogel oceniti. Tako da jaz mislim, da Golob bolj igra na to igro. Lej, seveda, ampak jaz na srečo, ne, je v tej državi še vedno več ljudi, ki imajo denarnico kot pa Instagram. Ne. Zato je moje to upanje vendarle nekako, da bojo tisti, ki imajo denarnico in ki vidijo, da je v tisti denarnici vsak dan manj, ne, pretehtali, no, in se odločili za neko drugo bom rekel, opcijo, kot je ta, ki jim je veliko obljubljala, pa pravzaprav se vidi, da sta verjetno gledala otvoritev EPK-ja, ne, Evropske prestolnice kulture. Jaz sem sam videl izseke na X-u, takrat nisem bil tukaj. Da si videl to, kako je Golob v bistvu prišel do oder, tako da se... Zdaj kjero, a tisto predsedničino otvoritev ali Golobovi? Mi se lahko temu smejimo, ampak jaz mislim, da to ima zelo dober PR-ski učinek ljudi. Ma ne vem, Peter, no, mislim... To je načrta strategija po tvoje, ne? Seveda, in ne samo to, toga tudi,
vsi vidimo, ne, ko je Golob v vlogi politika, da je šibek politik. To vidijo tudi ljudje, ki se ne ukvarjajo s politiko. Veš to, da pa ti, ljudje, pa še to, Slovenci imamo izjemno radi šport, da ti priveslaš, ne, s tem postaviš sebe, jaz sem močen človek. Ne. In to je sporočilo. No, Lejte, tisti, ki ne spremlja politike od drobove, kot mi trije, ne, gleda to tako zelo površno. Jaz se s tem strinjam, Peter, ker bil sem čisto fasciniran. Šel sem potem na Facebook Roberta Goloba in sem gledal komentarje pod tem posnetkom. To je neverjetno, tam na stotine ljudi, ne, jaz ne vem, ali je to organizirano pisanje, verjetno tudi, ampak prečrta kakšne negativne komentarje, ampak na stotine ljudi blazno hvali ta posnetek, to potezo in tako dalje. Jaz ne bi to podcenjeval. Jaz se gibljem v zelo različnih krogih in zato tudi iz tega izhajam, ne, tudi v takih, ki ne spremljajo politiko. In še ena stvar je naša težava. Ne bi tega podcenjeval. Ne, jaz sem rekel, da mi se temu lahko zdaj smejimo, ne, pa se tudi norčujemo, pa desnica se lahko z tega norčuje, ne, vendar lahko se norčuje, nič hudega. Ampak vsaj tisti strategi desnice bi morali se zavedati te nevarnosti, da to v resnici pri volilnem telesu, ki je njegova tarča, tarčno volilno telo Roberta Goloba niso SDS-ovci. Vse to vsi vemo, ne? Nikoli ga ne bodo volili, to je najbolj homogeno volilno telo. Ampak tisti neopredeljeni mogoče, ne, če ne bo drugega, jih to lahko prepriča, poleg tega imamo mi težavo, mi ne maramo politike. Ne? In tukaj kažeš močnega človeka, ki ni politik, ki je športnik, ki je vsestranski. Te stvari, dobro, je zelo slaba kopija Pahorja, pa vendarle videli smo v slovenski politiki delujejo, ne samo v slovenski, tudi svetovni. Včeraj sem videl Šolca, ki je začel tudi veslati. Sem bolj zapisal, ne? Če zdaj to kaj, strast odhajajočih. V neki meri se jaz strinjam s tabo, ne? Da ljudi dobiš prej na reality show, kot pa na resno politiko. Ampak jaz upam, da takih res ni več veliko v tej državi. Ne? Ker, veš, razlika je, ne? Ko je Golob dobil te volitve, je bil on predstavljen kot vrhunski menedžer. Ne kot reality show, kot Instagram, s Tino Gaber in podobno. Ne? In takrat je veliko ljudi prepričalo ravno to, da je vrhunski menedžer. Jaz sem prepričan, da takega števila, pa tudi pol manj, jih ne more več prepričati. To se strinjam. In tlemu ta Instagram lahko v neki meri pride prav, ne pa prav usodno, da bi lahko on, recimo, dobil, kaj s vem, ne upam se govoriti o procentih, ampak toliko in toliko več procentov. Miran, ampak usodno mu pride prav. Ker jaz mislim, če tega ne bi počel, bi bil na 2%, tako pa mogoče na 12%. Ma ne. Čakaj, lej, to je... Ne, Peter, lej, še vedno je v tej državi blazno veliko ljudi, ki so odvisni od te vlade, ki so v glavi še vedno tisti antijanšisti, ki so, ne vem, razloge imajo, da ne slišijo, ne vidijo, ampak podpirajo to opcijo, ne. Tako da in ta procent je lahko hitro 10%. Ne? Od 10 do 12, 15, ki jih pa on zdaj kaže, pa veš, ni spet tok, ne, da bi te Instagramu še mu brnesli. Ja, ampak Šarca lahko naredi, ne? Se pravi 13%, da premaga SD pa Levico. Potem smo pa na zgodbi sestavljanke. Ja, pa se o tem smo govorili. Zaenkrat novega obraza, se pravi, močna zmaga levega bloka je mogoča samo skozi novi obraz, ki ga očitno nima. Ampak potem pa v tej sestavljanki pa ključna zgodba, to je pa Ljuž Zanč dobro povedal, postane pa Logar. Ja, seveda, absolutno. Se o tem smo tudi danes govorili. Kako pa ti daš recimo na njegove besede? Zdaj, recimo najprej Tonina, da nikoli ne bo šel več z Janšo, pa Logarja, da je njegova prioriteta to, da se stavi vlado, če bo pač potencialni mandatar z nekom na levi. Na besede nobenega politika ne dam veliko v tem kontekstu, ne da jim ne verjamem, ampak zavedam se, da politika je vseeno in igra moči in igra mogočega. Ne? In da je to zdaj smo v predvolilnem času. Predvolilni čas se namreč začne na volilni ponedeljek, se pravi na ponedeljek po volilni nedelji. Ne? In takrat seveda morajo ljudje krepiti, se pravi stranke, krepiti svojo identiteto. Ne? In mislim, da Logar, ne, to, kar Logar trdi, kaj bo naredil, pojma nimam, ne? Ampak je našel en zelo dober retoričen odgovor, ne, kako se izogniti vprašanju, ali boste šli v vlado z Janezom Janšo. On zelo dobro ve, da cilja na del desnega volilnega telesa in za razliko od Tonina razume, da ne sme reči, z Janšo ne bo šel. Ne. Zelo dobro pa tudi ve, da če želi preseči, se pravi poseči na zmerno levo sredino, ne, pa ne sme obljubljati Janševe vlade. Ne. In je tukaj, jaz mislim, meni se zdi to izjemno inteligenten odgovor, boljš ga sam ne bi našel, ne, reči, ne bom šel v vlado, ne, kjer ne bo sta največji stranki iz nasprotnih polov. Ne.
Logar je vse tisto, kar je bil potencial Nove Slovenije nekoč. Ne? Nova Slovenija je bil ali pa Gregorja Viranta. Ali pa Gregorja Viranta. Tako da s tem, da igra dosti pametnej, to, kar si opazuje. Dobro, zdaj proti koncu daje smo sam še eno stvar, zdaj prej smo se pogovarjali, Miran, zdaj naš prijatelj Zoran Janković se še vedno ni upravičil. Pa očitno se tudi ne bo. Zoki je car. Mislim, jaz sem na koncu napisal, da bo prišlo do tega, da se bo Uni upravičil Zokijo in to verjetno dvakrat, kot Loredan. Zoki ima še vedno, kot je Ljuš Zanč povedal, ima parkirne dovolilence, ima sredstva za NGO-je, ima nepremičnine, ki jih oddaja in podobno, tako da mislim, da bo ta zgodba počasi. Pa menda je skriti lastnik tudi nekaterih teh so lastnik teh nekaterih srbskih podjetij. Tam, ker se zdaj selijo v Mrkonič grad, da je Zokijeva, županova vloga, tam lastniška kar res. Ampak sem gledal en drug podcast, ker se mi je zdelo, da so kar malo upravičevali tega Zorana Jankovića, češ, da je postal on talec oziroma žrtev srbskega kapitala tukaj. Pa mislim, da je on to kar ni velika žrtev. Mislim, da je kar užival v tej vlogi. Vedno, vsa ta leta je v tej vlogi užival. Spomnim se takrat, ko sta s Čeferinom bila skupaj na otvoritvi tistega stadiona v predvolilni kampanji Vučićevi. Niso delovali kot neki politiki poklapani, da jih je kdo zvlekel, ki je že bilo, si se ne spomnim, v katerem kraju. Eno od teh srbskih manjših krajev. Ja, manjši je bil, ampak ne vem točno, kje je bilo, ampak Zoran Janković je človek tisočerih obrazov in pa tudi tisočerih življenj. Je pa Čeferin v tej zgodbi čisto izginul, ne? Ja. Popolnoma izginul, kada nikoli ni poznal Vučića. No, ampak slišam pa, da v zadju ni čisto izginul. Ne, v zadju izginul pred kamerami. Ja, seveda, ta slab po medijih ga je pa mal minila zdaj, v tej zgodbi Zorana. Ja, ko rata vroče, ne greš v žerjavico po... Je toliko pametnejši, da ni podprl svojega prijatelja Vučića. Mogoče mu ni bilo treba, ker je više v tej hierarhiji. Če bojo predčasne volitve v Bosni, če bo podprl svojega, govorim o Čeferinu, svojega prijatelja Dodika. Se pa Vučić še drži, ne? Kako? Se pa še drži Vučić, ne? Se drži, se drži. Teflonski politik. Teflonski politik. Dobro, da je gledalke, spoštovani gledalci, to je bila današnja ura resnice. Peter pa Miran, najlepša hvala, da sta bila gosta v današnji oddaji. Vidimo se kmalu in seveda do takrat pa ne pozabite, kjer je bojanje tudi požar.